Ja, drage moje in dragi moji, tolele zgodbico sem napisala že lansko poletje. Na plaži, pod borovci, na pol na soncu in na pol v senci. Jasno, ne? Če bi jo pisala samo na soncu, bi se mi suzlal od vročine, a ne? Saj razumete. In pol bi bila tudi tale zgodbica močno sfuzlana. Pa ni. Tudi naslov sem izbrala že na morju, ker se mi je zdel ravno prav zdramatiziran. Tako kot je bilo zdramatizirano tudi tisto naše počitnikovanje. Prava mala morska detektivka. Počitnikovanje namreč. Jaz pa z njim. Z mano pa vsi člani naše srečne in smešne družine Erjavec. Moj oči, po imenu Janez, ali pa po domače tudi Johan ali pa Johi. Obrtnik od nog do glave, ki včasih benti nad državo zaradi visokih davkov. Vsako leto pred dopustom je še čist bel, kot lahki mlečni namaz. No ja, lahki bom vzela nazaj, saj ima moj oči kar kakšno kilo prek 100 kilogramov namreč. Kar pa je popolnoma v skladu z znamenito pesmijo Iztoka Mlakarja, katerega pa moj oči naravnost obožuje. Pesem pa pravi, da dejc, če jih je ima menj kot 100. Pasno, na morje gremo, ne po kliničnega, lepo te prosim, ne nam vsega pokvar, lepo te prosim. Vem, ni bilo za nalaž, pa avto imamo premejhan, vem, to si že milijonkrat povedal, ampak glej, nehaj jamrat, za mojo toaleto poskrb, samo pazi, da se ne bo kaj zlomila, veš, kar noter imam same dragocene stvari take, a veš, take, da bom lepa. Kaj pa je že spet? Ja, na nogi mi stojiš, kaj? Ups, joj, oprosti, ni bilo za nalašč, res ne. Ja, se moje bombe tudi ne, veš? Kaj? A mene boš primerjal z bombo? Hvala lepa. Maša, lepo te prosim, kje si pa upam? Bolj zate. Pridi, Tarzan, pridi, greva k babi. Ti veliko bolj eksplozivna, veš? Pridi, greva. Bo babi pazila nate, a ne da boš babi. Ja, seveda bo babi popazila nate, Pikač, moj mali zlati. Na, a boš piškotka? Piki, na piškotka, na. Mama, sam ne pretiravati s temi piškoti. Tako, kot je rekel veterinar, enega, največ 2 na dan, se veš, zaradi parodontoze. Pa zaradi potencialne sladkorne. Ja, Mašika, lepo te prosim, kva pa takle veterinar, ki je vrh vsega še vegetarijanc, kva pa on ve, kaj je dobro za psa. Saj mu tudi klobase prepovedal. Ja, no, to pa zaradi pritiska. Tega no malo manj se klat, lepo te prosim, kakšen pritisk. Pes je pes in pes živi od klobas, ko ne pa od fotosinteze. Mama. Ja, mama, ja, menda nisem ata. No, pejt. Se vidiš, da sam še na tebe čakajo. Marička, pomagaj. Na, mišek moj zlati, boš piškotka jedla, veš, kako je dober. Sej bo, Johan, sej bo. Ja, pa kaj je z vama? Sta čisto norela, ali kaj? Ej, a bi lahko enkrat za spremembo naredila nekaj normalno? Ne, mogoče, mami. Zakaj že? Zato, ker nisva normalna. A štekaš? Ti mi jaz dala, a štekaš. A razumeš, se reče pravilno po slovensko. No, pa razumeš, ampak to ne spremeni dejstev. Kakšnih dejstev? Da nisva normalna. No, zdaj pa še ti, no. Saj ti bi bila lahko mečkan bolj pametna. Se je, zato pa ni normalna, ker tudi ne more biti pri takih starših. Oče genialc, mama genialka, prac ne bo pa normalen. Ja, kje pa že to videla? Dej, ti nenormalen genialc. Levo krug, pa tjale lepo v svojo sobo, po svojo torbo. Sem ti itak jaz vse spakirala, ker genialci očitno tega ne znajo, ne? Gremo po torbo, sem rekla. Pa kaj?
Razumem, genialka. Nejko! Ja, kaj? A tvoj kufarček se bo pa kar sam prinesel, ali kako? Niti slučajno, mamino. Kaj pa pol čakaš zimo? Nejca čakam. Tinka, ubogi imamo. Ja, Nejc je šel po svojo torbo, ne? Moj kuferček je šel tudi. Se mi kar zdi, ja. Ja, saj sem že prvič slišal, saj že grem, no. Pa kaj? Kaj ima ta vidva? Okej. Jaz Nejcu včasih posodam svoj MP3. Ampak zato včasih kje zame naredi. Simpel, da bolj ne more biti. A ja, pa to deluje. Zaenkrat fenomenalno. Hvala, Nejček. Ker dočite bi prosila. Ženske, najlepša napaka narave. No, Ne, to to je pa pa zato, ta ker ga ti tvoja non-stop vzgoja, ker razvajaš. njemu je Boš dovoljeno pa sto popolnoma poginiti, čisto pa če vse. boš to leče, Zato, boš ker to se leče, moraš boš ti mu to leče, popolnoma boš vse to leče, dovoliš, ker Mama, ona lahko dela kar... stop! A takale misliš jed? Ja, kaj pa je narobe? Zate najbrž nič. Hvala, sem razumela. Tudi mušica ne gre več noter. Me ne zanima, se grem preobut. Ja, dej pejte, no že pejte. Marija, pomagi, koliko enega Ja, govorenja. sej gremo, no, sej res je. A smo vsi? Ja, smo. Pa pejmo. Kaj pa je zdaj to? A ne gremo na morje? Samo še kmaži tu zavijem, pa bomo imeli denarja, tako kašen kol. In to si se zdaj le spomnil. A ne, to sem še že včeraj spomnil, sem se te hotel presenetiti. Ja, zakaj pa me nisi že včeraj presenetil? In zato, ker maži šele danes dobi to denarja, ne? Kako pa to veš? Na vodi čutim. Oči, a te ljulat. Ne, sine, to se samo tako reče. Včeraj sem ujel pogovor med Mažijem in Italijani, pa sem zvedel, da bom Fabricio danes prinesel ogromen denarja. Pa ni hodil, da mi bo vrnil, zdaj tisto mi je že pol leta dolžen. No. Koliko pa ti je dolžen? 3000 evrov. Super. Super, sej, če bi to že prej vedela. Ja, me pa že prej morila, a ne? No, tako sem bil pa saj imel. Sherlock Holmes pa Hercule Poirot sta amaterčka napram meni. Kaj boš pa zdaj? Je kaj notgem pod denar, nekaj pa če drugega. Sam bod previden, lepo te prosim. Veš kaj, če mi tole dobimo, smo na zeleni veji. Borkaš, pa kjer kriterije tebe sem nastavil, ej? Joj, sem ti rekla, da pas, no. Mami, a se ti boji za oči, a? Vajin oče je en zelo pameten človek. Samo včasih mu je treba malo pomagati, s kakšnim nasvetom, na primer. Ki ga on pol posluša. Ja, večinoma jaja. Joj, če dobimo tale denar, smo res na zeleni veji. Pridi, neček, na. Pa da, Janez, no te bod pameten, pa ne morem ti vsega vrniti. Eden je rekel, da me bo fentov, če mu danes ne plačam. Me sploh ne briga. Moja Maša cele dneve gara. Zdaj si ne pa noge v lavorju doma namaka, ali kaj? Res je, bravo, Johnny. Pa jaz garam noč in dan, v Strunjanu imam vikend, pa nisem bil že 100 let tam, ki me pa izsiljuješ, buržuj. Kam mi boš pa pelil, se nimaš več rezerviran? Kamp Natura, debeli rtič, če te jih firbec smatra. 1000 ti dam več, pa ne morem. Vsaj še 1000 mi dej. Na 1000 bom pa počakal. Ma kaj kretina, ki tam je soka porra, kar do navaka. Vsega se tu, skoraj vsega. Joj, Johan, pa ti si res genij. Oči, Kaj? je to zdaj naše. Naše srce moje, samo naše. A bomo vse to tudi lahko zapravili? Vse do amena, vse Ker mi smo zdaj? na zeleni veji. Nismo cari! Ja, mami se je res bala za očita.
ker je bila prepričana, da se mu je mal sfrenklal, ko je dobil te silne evre. Ja, se je bil res smešen, ko je poplesaval po Maževem dvorišču. Kad bi bil mal prsmuknen, pa kaj pol. Zato ga imam pa tudi tako zelo rada. Sej, pravzaprav ga imamo kar vsi radi. Vsak po svoje. No, to je to. A to je to? Točen to. Grem jaz zdaj to urediti. Čakaj, grem jaz. Maši, kaj lepo, te prosim, no. Johi moj, pa dobro veš, da ti ne znaš nič vprašati, no? Ja, kdo pa je to rekel? Jest. Jo, to je pa dobro, no. Vprašaj imajo to bagane. Pa bazen, za vsak slučajno, če bodo alge. Pa še kaj mogoče? No dobro, pa kakšna klima v hišcah tudi ne bi bila odveč, veš? Ja, se bo zgodilo, člani kraljeve družine, se bo zgodilo. Jo, mamma mia. Sem nima, kaj čakaš? Tej sem nima, na vzadnji ga imaš. Je pol, prav je. Tako, ja. Kakšne ima nekdo jih je učil. Oprostite, prosim. Samo, kaj dela sostja? Jo, oprostite, ja me je zaneslo. Veste, kada gledam tekmo, to je horič, to je tako, kada bez zadela šajeta ostala, lahko končamo v manikomi. Kaj bi radi? Oprostite, bi mi lahko povedali, kje je naša hiška? Hiška? Hiška za koga? Zame, mislim, za našo družino. A ja, koliko vas je? Ja, jaz, pa žena, pa dva otroka, ki sta pri avtu. Opo. Je tudi ta signorina z vame? Signora, prosim lepo. Signora, kaj, od tega to? Orpo, vaša stvar, mene ne briga, ne, če bi prej morala misliti, ne? Ma, kaj sem hotel? Za tiste hiško. Ja, tako kot pravijo tisti naši bivši, tam dole. Ja. Nema problema, samo morate dole v recepcijo, se boste upisali in opale boste dobili hiško in ključke. Jaz sem tukaj samo portir, jaz pazim na tisto rampo tam. Hvala za informacijo. Hvala. Lepo se majte. Mami, pa to so hip-hop lollipopovci. Sploh ne moram verjeti, da so tukaj. Že vemo, kje rohista imamo. Ti zdaj le bomo zvedeli. In z razliko od Mažija, ki hodi vedno v eno in isto, mi lahko zbiramo, kjer hočemo. Mega! Bon, full the best. Dajmo zbrati eno čisto v morju, da nam ne bo treba na plažo hoditi. Neček bomo videli, kaj nam bodo ponudili v recepciji, veš? Ja, kje ste bila pa videl zdaj? Na fuzbalu gremo. Pejmo. Ja, dober dan, willkommen, buongiorno, benvenu. Dobrodošli v totem našem apartmajsko-počitniškem naselju Natura, v katerem vam lahko nudimo vse tisto, kar boste želeli, veste, ker mi imamo vse, kar vam srce poželi, pa tudi vse tisto, kar sploh še ne veste, da imamo, no mi pa vemo in vam bom jaz to zdaj vse lepo počasi povedala, kaj mi imamo, da boste lahko vedeli, kaj mi imamo, pa boste potem vi meni povedali, kaj mi imamo, oziroma bom jaz vam povedala, kaj bi vi radi imeli. Ne, pardon, kaj bi vi radi imeli. Joj, kak vam lahko jaz zdaj tu pomagam? Za začetek naj utihne. Maša, lepo te prosim. Terezija Valder-Špuhl. Terezija Valder-Špuhl. Špuhl. Ja. Vi tukaj delate, ne? Delam, veste, kak jaz delam, garam, ne samo delam, samo preko študentskega servisa, veste, pomagam, pa še to samo popoldne, ker imajo rahle kadrovske probleme. Veste, dopusti pa ni kadrov, kaj čemo, receptori so tudi ljudi, pa morajo tudi oni iti kdaj na dopust, ne, ja. Ja, sam ne sred sezone. Maša, daj, no. Ja, zato pa je naš turizem tam, kaj je. Pa lepo te prosim, no. Poglejte, mi imamo tukaj rezervirano eno hiško. Ob morju. Če bi bilo ob morju, bi bilo to super, res. Super. Samo malo bomo pogledali. Erjavec. Samo malo, da preverim. Joj, pa če bo šlo tako naprej, bomo pocrkali od vročine, no, preden jo bo najdla. Mada. Evo je. Perfektno. Ja, vem, če je tako perfektno. Zakaj ne? Ker ni v prvi vrsti. Kje pa? V drugi, ampak to je samo par metrov razlike, veste, pa še bolj v miru vam bo. Ja, nas lepo te prosim vzemo, drugače bomo danes prespali v avtu, prosim. Dobro, vedno. Vzamemo. A lahko dobimo ključe? Samo še kartončke za zajtrk in večerjo vam pripravim. Gotovi smo. Zajtrk je vjutro od 8 do 10, večerja pa zvečer od 18 do 21, ja? Ja. Pijača se plača posebej, pri vsakem obroku posebej, samo navadna voda s pipe pa je zastonj, ne, ja. Če imate pa kaj vrednega, pa lahko pustite v sefu tu v naši recepciji, drugače pa to stane 70 evrov na teden, ne? Snežilke pa tudi vsaki dan postiljajo, podnašajo smeti, tak da vam to ni treba, ja. Je tak, Ankica, ne? Ja.
Seveda, do 10 so vse posle poslane, vsak dan. No, ta kartončki so gotovi. Samo še en podpis, lepo prosim, pa 200 evrov akontacije. Ja, seveda. Izvolite. Tak. Zdaj pa še ključki, 52, je tak? Ja. Ja. Ja, kje te so? Samo malo. Ankica, kam imaš ti one ključe? Joj, se upravičujem. Ja, sem ravno kar končala, pa sem... Tak, izvoli. Tak, no tak. 52. Tak je. Kartončki, pa lepo se mejte. Za vas, gospa, pa še eno malo darilo od naše uprave. Izvolite. Oh, hvala. Pa za tebe tudi eno darilo, ne? Saj nas ne bo vrag vzel. Izvoli. Hvala. Joj, super je. Kaj pa jaz? Joj, se res bi kmalu pozabila. Za tebe pa kuponček za nagradno žrebanje. Kakšno nagradno žrebanje? Kaj pa dobiš? Vsaki teden imamo na terasi naše glavne restauracije nagradno žrebanje z ogromno nagradami. Samo glavna nagrada je pa, da naše počitniško naselje nazaj k naravi Natura plača dobitniku vse stroške bivanja. To pomeni, da si lahko en teden tukaj ne da bi kaj plačal. Točno tak je, vam povem, točno tak. No ja, sliši se dober. Hvala lepa. Pa lepo se mejte. Hvala za vse. Ni tako slaba. Ne, vidi svala. Mami, ne se sekira, tudi mi se včasih zmotimo. Tole bo. A misliš? Nič ne mislim, vem, ne, poglej, 52, ne. Mi scusi. Purtroppo non parlo la vostra lingua. Mi dispiace. Ok. Saluti. Čau. No, to je pa dobro. Kaj pa misli, da je? Italijan. Ja, pa očitno naš sosed, ne. Pojmo pogledat, pojmo. Oči, čakaj, tema, Ja, počakaj nekaj, evo, lej, je že v redu, sem že zrešil. Evo ga, pogledajte, to je naš enotedenski domek, a ni fajn, no? No ja, za tale denar je kar v redu. Ja, zato mi brez tukaj takoj v vodo, veš. Bo šel v vodo, sem najprej kufre prines. Jaz bom pa malo pometla, pa pomila, pa Bog ve, kdo je bil pred nami tukaj notrno. Pet, no, kaj čakaš? Mami, mi da se greva tudi kopat. Čak to. Je kdo pa tele obleke pospravil? Ba, mamino, saj veš, da ti to naraš delaš. Saj nimam srca, da bi te za to prikrajšil. Čau, Bela. Dio, mami. Čau, genialc. Dajte zanj. Tale tudi. Pa takoj ga grem zamenjati. A ja, fino, fajn. Jaz grem pa zdaj mečken se ufrišati, veš, v vodico. Ti pa kar tole v pedeni, tako, kot ti najbolj znaš. Okej. Tako, kot vedno, ne prav? Dobro, ja. Ti sem, kje imaš pa denarnico? Denarnico imam pa, klere, lepo jo, da je med peril, jutro bom pa jaz vse skupaj v sef nesel, je prav? Česija cirkus je jak česija pivičko. Sinonimka za šetski dobri. Hvala. Prvi dan nam mora vedno najlepši. Vsaj zame. Oči je že po nekaj minutah branja zadrnjohu kot polh. Mami pa takoj za njim.
Midva z Necem pa so po 2 urah norenja v vodi pocepala vsak na svojo blazino kot crknjeni muhi in zaspala. Naša speča družina Arjavec. Prizor za na film. Vam rečem. Vse je v redu. Johan, Johi, zbudi se, Johi. Johan, zbudi se. Madonna. Kaj, ko sem pa zdaj zamudil spet? A veš, koliko je že ura? Veš, koliko je že ura? Pojma nimam. Pol 8, mi smo pa še zmeraj tukaj, prosim lepo. Otroka, zbuta se. Ja, pa kako pol, no je bilo. Nič kaj pol, večerja se je že zdavni začela, mi smo pa že vsi v kupalkah, prosim lepo, gremo. Ja, pa ni do 9, ali kdaj ta večerja? Ja, je, mi se moramo še sile postoširati, pa zrihtati se ne moramo takile na večerjo, no, prosim, pejt gremo, prosim te lepo, pejdi. Maš ja, seveda. Takole, alo. Viško tam, zbudite se. Jana, si si vzel denarnico? Zakaj? Zato, ker je treba pijačo plačati pri vsakem obroku posebej. Si slišal? Ja, kam si jo že dala? Sem le umaral, perilo. Tako, kot si naročil. Okej. Ja, pa je ni, veš, Maša? Kako ni? Ja. Tako lepo ni, jaz se ne najdem, no. A si tako prijazna, pa sama pogledaš? Tako, no. Ja. Točen vem, da sem jo dala sem med tvoje gate pa majice. Ja, se zdaj pa očitno ni, ne? Kar verjeten pomeni, da ne bom dobil sladoleda, a ne? Neko vse boš dobil, no sam ti jih bod. Zakaj? Zato. Sej sem vedela, da sem jo dala sem. Sam ti nikoli nič ne najdeš, pol delaš pa cirkus. Dobro, no. Kam si dala pa denar? Kako kam? Ja, ker ga ni, Maša, ni ga. O, Jezus. Da ni to kakšna vajna film. Jaz sem bil ves čas ob morju. Jaz tudi. A te ni sram, da se spravljaš na otroke? Na mamico sedaj, če si upaš. Janez, očitno so nas ukradli, pa to vidi vsak cepec. Jaz tudi? Pol se pa ne dotikati denarnice, ker so na njej še sveži prstni odtisi. Policijo, takoj poklič policijo, Janez. Nobenega ne bom klical, jaz grem na recepcijo, tole prijavil. Vi pejte pa na večerjo, pa me tam počakajte, no. Ne, nikamor ne gremo sami. Skupaj gremo lepo prijaviti na recepcijo, pol pa skupaj na večerjo. Kaj pa, če nas opazujejo? Maša, pa kdo, no? Kaj kdo? Svet Peter, kdo? Ma, kakšen Ja, svet Peter? naša mama je včasih res ena prava revca. Tu pa tam pogleda kakšno južnoameriško limonado in je zato prepričana, da se je treba po vzoru njihovih glavnih junakov vedno držati skupaj. Še posebej v takšnih kočljivih situacijah. Samo da smo skupaj, pa če nas takoj za naslednjim ovinkom ustrelijo. Tako, skupinsko. Ampak ne smemo pozabiti, da je pri nas pač tako. Kar reče mami, to je zakon. Bellissima. Čuj ti, kako si mi prinesel? Ma je točno tako, kot si rekla. Allora, pomodori, parmigiano, salami, ma sem dal še en peperoncin, da te malo zbudi, Čuj ti, feferonov jaz ne maram, tako da ga lahko mirno dol vzameš. Ma dobro, ga bom vzel dol, ko pa treba. Koliko pa teta pride? Ma pride, allora. Ma se zmeniva tako, ti greš danes z mano v kino, pa ti pico podarim, če ne, 4 evre. Ti dam 4 evre, ker Allora moja vizitka, pizzeria Zadnja šansa, zdaj se pravičavam, allora moja vizitka je tule. Allora te pizzeria Zadnja šansa, pice božanske, allora moji boste jeli tudi zdaj žlico, boste videli, delamo non-stop, dostavamo kamor rečete, magari vam brus, allora. Amore mio, ciao. Fajn. No, dober večer, kaj bo dobrega? Prosim, lepo. Gospa, nič ne bo dobrega, zato ker so nam ulomili v hišo. Ja. Pobrali so nam ves denar, zato vas prosim lepo pokličite policijo in to takoj. Ježeš, pa to je nemogoče. Pa kaj je To je nemogoče? čist lepo mogoče. Bom jaz povedala, to je čist lepo mogoče. Prosim, pokličite policijo, da ne bo prepozno. Prosim, Veste, vas lepo. samo kaj takega ni bilo pri nas že strašno dolgo, veste? Samo enkrat se jaz spomnim, da so vlomili številko 51. Kjer imate živi? Mi pa 52. Ja, imate pa res smolo, ja. Ja. Veste, samo s policijo ne bo nič, veste? Kak ne bo nič? Ja, tako lepo, gospa, oni za nas dežurajo samo do 19. ure, po toti uri pa jih lahko pokličemo samo, če gre za nujne primere. Ampak gospa, se to je nujen primer. Ne samo nujen, to je ultra nujen primer. Res, ker Oprostite, gospa, samo meni so rekli, da so nujni primeri samo umori pa take reči. Veste,
vi ste pa še živi. Čakajte malo, vi nas malo hecate. Ne, gospa, ki bi si pa upala. Samo taka navodila so mi dali, veste. Ja, kdo? Ja, policija. No, mislim, ne meni, mojemu direktorju. On jih je pa meni posredoval, ne? Ja, saj to ni resno. Pa to naj bi bila razvita evropska država, Konguzija, ne pa evropska država. A vi to resno mislite? Ja, prisežem Ja, no, ne vem pri čem. Samo tak je, veste, ker so rekli, da lahko manjše vlome pa kraje tudi naknadno razrešijo. Zdaj, ko je sezona, pa imajo ogromno drugih problemov. No, veste, bom pa napisala e-mail našemu direktorju, čisto novi pa vse zrihta. On je zrihtal tudi to, da imamo zdaj novega električarja v naselju, ki pa je tudi vodovodar, pa ključavničar. Veste, ni ključavnice, ki jo ne bi odprl. Dela pa non-stop, kaj da jaz vem, kaj vse še zna. No, tak, da če se vam kaj zamaši, vi samo pokličite. Kadarkoli. Ja, dober je tudi naš novi direktor, res je dober, ja. Veste, mogoče boste pa denar našli, če ste ga kam založili, pa ne, veste kam, to se tudi dogaja. Vete, ne boste verjeli, res, ja. Gospa, boste videla, vse bo še vredi, no. A ne večeri ste že bili? Na koncu je veljala beseda receptorke. In naša večerja se je prelevila v pogreb, vam rečem, kljub večeru istrskih pesmi. Mami, a če bi mi vsi mrtvi prišli k receptorki, bi pa poklicala policijo? Najbrž. Če ne bi prišel kaj vmes. Ja, nič, dragi moji, če bomo sam sedeli, pa jamrali, ne bomo nikamor prišli. A dej, no. In kaj predlagaš? Za začetek je treba narediti seznam osumljencev. Tinka ima čist prav. Samo ne tukaj. Kaj pa? Gremo. Ferdo piš. Maši, kaj ne bi ti lepo Ne, kar ti piš. Pa jaz kolikrat sam ti pa tako lepo pišeš. ti pa Za mama ne bo hitrejša. znal. Sam bom jaz. Dobro, no. No, ne ti, kaj piše, no dej. Takole, jaz mislim, da je snažilka. Zakaj? Zato, ker ima ključe od vseh hiš. Mi na plažo, ona v hišo, pa v Mara, pa med gate, pol pa lepo denar Marija k sebi Po vzela. mojem sta bile pa dve. Ena je ropala, druga je pa stražila. Bravo, nejko lepa, pameten po mamici. Po mami je bil pa vodovodar. Zakaj? Pa ste slišali, kaj je rekla? Točno, da je tudi ključavničar, ne? In da je ni ključavnica, ki ne bo odklenil. Bravo, ja, lahko je pa tudi nasozet. Kjer? Ja, ta Italijana, kaj je že, ne? Na vratih ima skozi tisti napis ne moti. Točno, to je samo finta, da ima mir. On da lepo snažilki 100 evrov, ona mu točno pove, kdo pa kdaj pa kam pride, potem pa on da napis gor, ne moti, ne, v resnici mislijo vsi, da je not v hiški, on pa ropa, snažilka mu podklepa. To je dobitna kombinacija, to piše, vidiš, ne? Čist možno, Ja, čist to sem rekel, možno. ja. Lahko pa je še en. Kdo? Piconosec. Kdo? Tist, ki naši receptorki prinesu pico, no. Ne, Ja, ne, evidentno sta fant pa punca, A, daj, no. daj, daj, daj. Ja, resno, on jo izkorišča, ne da bi ona to sploh vedela, zato da pride do podatkov, kje je kdo, pa kdo je kdo, pol pa vlamle pod krinko raznašanja pic. No, denara rapat zato, ker se dela frajerja pred njo, ne, logično. Jaz vem pa še za enega. Za koga? Za klovna, veš? A mi še stizga, ki nastopa s plesalci? Ja, onga, ki je gibčen, kada bi bil išči gumija. In za njega ni noben problem priti kakorkoli v hiško. A ja, je tudi Ja, možno. ja, Ampak dobro. zakaj bi pa on kradu? Zakaj? Zato, ker je Čeh, pa nima denarja, no. Je, kar zapiš ga, kar zapiš ga, Pol pa ja. napište še EDE. Kaj pa je to? Element družine je rjavec. Če je tako kot prav mami, pa smo tudi mi malo sumljivi. Vsak posebej, a je tako? Sorry, sam jaz pa ne. Opa. Kaj? Cel dan sem bila na plaži, poleg tega si pa itak ne bi upala nikoli zezati se s temi stvarmi. Ja, ne, poslušajte, Nejko ima prav, vsi smo sumljivi. Maša, lepo te prosim, kadar jaz spim, me tudi s topom ne zbudiš. In jaz sem cel popoldne spal, to ste vsi videli, dokler me ti nisi začela pretevaš časopisom, ne? No, torej... Ja, mami, no, Mami. Kaj? Ja, A kaj? mene ste najdel? Hvala lepa, no se to imam pa za zahvalo, ne zato, ker vas kar naprej strežem, No, ne. ne, sej, ne. Na, kdo je danes zaspal zraven nočejo, ko ste vidva norela po vodi? Kdo? Jaz, točno jaz, no. Kdaj sta vidva zaspala? Jaz tega ne vem, zato ker sem jaz ves čas spala. Ja, pa čakaj, ampak jaz... Ne, No, ampak jaz nisem nič to- ti pa tega ne veš, zato ker si žagal kot cirkularka. Oho. Midva z očijem evidentno odpadeva. Nejko, pos pa sam še ti vstal. Vi niste normalni. Na otroka ste se spravili.
da vas ni sram, že drugič, ocelil se bom. Nekaj pa ne dramatiziraj, lepo te prosim, no to je samo varianta, no, ki pa sploh ne pride v poštev. Še dobro, da nam tudi avto niso odpeljali. Točno, hvala Bogu. Čak mal, hej. Pa zločinci se vračajo na kraj zločina in zdaj, ko so videli, kakšni naivni tepci smo, bodo prišli pa nam bodo še avto pobrali. Nec mi dova spala v avto, tako da. To, oči, bravo. Sem vedel, da si faca. Ma ti si faca, ti ne Mi ne jaz. bomo pa sami. No. Pa se ne bosta neč sami, mi dova v dzun spala, vidi se pa zaklenta, pa bo se v Ne, redu. za mami me ne bo strah. Mama. Nič te ne bo strah, Tinka, saj bom jaz pri tebi spala, no. Oči ima prav, vse bo v redu. Tako je. Ja. A si že gledal? O, kam pa kam, eno se pomudi, a? Kam pa greš ti? A pojmo še mi. No, kot vidite, smo delovali zelo odgovorno. V slogu nekdanjih vaj civilne zaščite NNNP, kot bi rekel moj oči. Kar bi pomenil, nič nas ne sme presenetiti. Samo, da so nas že presenetili in zdaj izvajamo vajo za nazaj. Ampak boljš zdaj, kot pa nikoli. Ali pa tako nekako. Zakaj imaš pa to? Ja, zakaj? Zato, da bom unga vlomilca pobuč, pa še tebe bom pobuč za to. Super, mami. Ja. Čakaj, Janez, ona. Tako. Neček odpri, prosim, Neček. Neček pa se ja ni zaklenil, hej, halo. Pa to ne moš videti. Neček, zbud se, no, Neček. Necej. Nec. A moš glih najslabš pomen pobrat? Kdo je? Prmej kukuš. Ne glede na vso grozljivost situacije, me je mamičin prmej kukuš kar nekako pomiril. Če naša mami reče prmej kukuš, potem je situacija z njene strani obvladljiva. Vsaj do zdaj je bilo še vedno tako. In ni vrag, da ne bi bilo tudi tokrat. Kdo je, sem rekla? Mašika, odpri. Jaz sem Madonca. Ne, mami, to je finta. To za mene ponaša očita, no. A misliš? Ja, ne pove. Kaj? Ne pove, kjer sladoled manec najrajš. Kjer sladoled manec najrajš? Kaj? Sem ti rekla, ne pove. Kjer sladoled manec najrajš? Pa nimam pojma. Oči, kako pa veš? Ker oči nikoli ne ve, kjer sladoled manec Pa najrajš. te odpri ta babi zmešanino. Kaj vama pa je? Jaz bom tukaj zmrzli. Pa kaj je z vama ženski? A sta čist nori, dajte me nas pustiti noter. Debela cesta. Ja, pa kaj je s tabo, no? Skoraj bi na jo kap, kaj pa tok butaš? Ja, če pa neč ne slište. Kje pa je Nejko? V avtu. V avtu? A kar v avtu ga boš pustil, a Ne kaj? boš to drugačno. Zakaj ne? Ker se je zaklenil, spi pa kar top. Sem ga poskusil zbuditi, pa ni šlo. Pa dej, no, hladnovo bo tam v avtu. Naša, ne bomo hladnoče, dokler gor pokrito. In smo šli spat, vsi v eno poslo. In tudi zdaj, ko smo bili trije, je bilo v posli prostora še za pol razreda. Tako smo se skaptiščali. Kot da bi se po 100 letih vrnili iz Sibirije. Ja, radi se pa imamo, kar je res, je pa res. Odprite! Odprite takoj, slišite? Kdo je? Soseda! A vas ni sram? Otroka ste pustili v avtu, da bo zmrznil. Sem ti rekla. Slišite, kako joka? Če takoj ne odprete, bom poklicala policijo. Kakšna neodgovornost, nezaslišano! Gospa, oprostite. Jaz, Pejt po otroka. Gospa, oprostite, to je strahovit nesporazum. A nesporazum? Ja. To je pomankanje osnovnega čuta za otroke, to je to, ne pa nesporazum. Sramota. Ja. A boste čaj? Ne, hvala.
Gospa, poslušajte, no. Otrok je šel spat v avto na lastno željo. Ne res, pravzaprav sta oba z možem hotla prespati v avto, samo potem si sin po nesreči zaklenil v avto, pa, a veste, pa... Torej, vi ste pa res zreli za psihiatra. Takšne, kot ste vi, jemljajo brezplačno. Čajček, dajte pa otroka, a ne vidite, kako ga zebe. Sramota! Naša soseda je imela svet očitno preštudiran čist po svoje in ji nisi prišel do živega. Niti iz kakšno smiselno ali pa logično razlago, kot jo je ponujala moja mami. Smiselno pa logično? No ja, o tem bi lahko posneli nov film. Smo že skupaj. Pejdi še, pejdi. Pejdi še. Na sobi 211 so bili dokumente. Živeli, moj poklon. Vi ste pa gotovo Rjavčevi, ne? Kako pa vi to veste, se nas prvič vidite? Kolegica Terezija vas je opisala tako slikovito, da vas ni mogoče zgrešiti. Ja, mi smo prišli vprašati, če je mogoče že kaj novega. Ja. Je. Po noči smo dobili 5 prijav zoper vas. Zaradi kaljenja nočnega miru. Prijavila vas je gospa Brunhilda Jevčnik in sicer ob 3:21, 3:24, 3:27, 3:29 in nazadnje ob 4:11. Tako je to bilo. No, ta se je pa vzela čas. Laže! Tinka, no. Če pa res, če smo pa ob 4:15 že vsi spali v hiški, no. Takrat je nočni mir lahko kalila samo še ta gospa Brundoslava Jajček. Brunhilda Jevčnik. In resno vas moramo pomniti, da so to zelo resne zadeve. Dobar, vi nam rajš povejte, kaj je zlomilci. Zlomilcev pa pri nas ni. Moram reči. A naj vam zapojem? Jih ni. No dobar, nam so povedali malo drugače, veste. In kdo vam je to povedal? Tržinka! Terezija. No, še njo sem mislila. In kaj je rekla? Ja, da so v hišici številka 51 že vlomili. Ja, kolegica je študentka, honorarka, sezonka, bi lahko rekli, in nima vseh vhodnih podatkov. No, ima pa očitno vse izhodne. Ja, duhovito res. Ja. No, torej, vi se odpravite lepo na plažo, jaz bom pa napravil vse, kar je v moji moči, da bo policija čim prej prišla. Uživajte, lepo vas prosim, v morskih radostih našega naselja. Brez denarja bomo bolj težko uživali. Točno. Duhovito, ja res. No, prepričan sem, da se bo tudi denar našel. Samo mobilni telefon imejte ves čas pri roki, da vas bom lahko obvestil, ko pride policija. Nasvidenje. Hvala lepa. Prosim lepo, prosim lepo. Oh, pardon. Opa. Bravo. Oči, se lahko presedeva? A da sem? Ja. Če bi zadnji receptorjev stavek prevedel prosto po Prešernu, bi to pomenil, da bi moral moj oči ves čas plavati z mobitelom med zobmi. Ker pa je bila naša smešna in srečna družina Rjavec v prvih vrstah, ko je Bog pamet delil, smo sklenili, da bomo organizirali dežurstvo pri mobilcu. Pa so nas poklicali. Janez, pa ti... Ah, Borka, špič. Kdo pa je bil? Ja ne vem, kaj prej nehal zvoniti, no. Ja, Marička, no, je toliko težko paziti na ta telefon. Maša, lepote. Halo? Ja, dober dan, jaz sem, ja. Ja, jaz sem kalil nočni mir, ja. No, pravzaprav ga je moj sinko, ne, ampak veste, to je velik nesporazum. Ne, vi niste nesporazum, ne, to s kaljenjem mirnega noči, nočnega miru, to je nesporazum. Ja, pa nas so vlomili, ja. Ja, 2000 evrov pa 800 mojih evrov, ne. Kako mislite, čigavih? Ja, ne, tistih 2000 je bilo mažija, ne. A ne, čakajte, ne, pravzaprav mojih je bilo, ves denar je bil moj, ja. Ja, to pa ne bi vedel, ne. Soseda Bronislava, ja. Kaj pa jim osebno povej, no. Kaj? Absolutno se bo zgodilo, ja. Takoj, brez skrbi. Dobro, kdo je poklical policijo? Ja,
Jaz, mislim, v imenu naselja. Vi ste pa? Receptor, Mario. No, to je gospod Rejavec. Ne, počas. Kar lepo se usedite, prosim. Izvolite. Hvala. Tako. Torej, vi ste ta gospod Rjavec. Rjavec. No, kar se tiče te prijave glede kaljenja nočnega miru, to bo rezultiralo 150 evrov. Ali jih plačate takoj na lici mesta, ali bom pošljamo položnico domov? Kaj pa vloma? Niste videli, prišla zaradi vloma? Moment, lepo počas. Najprej ena zadeva, potem pa druga. Za vlom bo kasneje prišel kriminalist iz Kopra. Midva sva pa za kaljenje nočnega miru. Hočem reči za to zadevo, no, kaljenje nočnega miru. A vam pošljemo položnico na dom, ali boste plačali zdaj? Jaz zdaj ne morem, zdaj nimam s čim, ne, ker so mi vse pobrali. Vse to sem vam že povedal. No, pa tudi nobenega kaljenja nočnega miru ni bilo, ne. Gospa se je to preprosto vse zmislila. Ne, gledajte, tudi druge stranke so potrudile to, kar je rekla gospa. Tle se da nič pomagati, no jaz ne vem. Gledajte, kar se pa tiče vloma, vam predlagam, da počakate kriminalista tam pri hiški, ne, da se nam ulovili okoli. Ja, prav, v redu. Dobro, kaj čakaš? Ja, bežte, no. Ali tebi? Ja, pa kaj sem potem tako laufal? Ti, pa si videl uno kopalka, ne? Ma ta je malo šašal. Da ne bo slučajno kakšne pomote. Moj oče se policistov niti slučajno ni ustrašil. Ampak, ko je pred našo hiško pripeljal civilni policijski avtomobil in je iz njega stopil policist kriminalist, to je bila pa že čist druga pesem. Janez Rjavec. Ja, to sem jaz, ja. Cigoj, kriminalist. O, dober dan. Ste pa hitri? Prosim? Ne, več. Imate ključe od hiše? Ja, bi ga moral imeti, ja, čakajte. Evo ga. Izvolite. Izvolite. Hvala. Torej ste opazili kakšno posebno spremembo na vratih, poškodbo, kaj podobnega? Nič, absolutno nič. No, vse zato se mi pa zdi, da so vlomili skozi okno. Ali so imeli pa rezervne ključe, pa bi sploh ni bilo treba vlamljati. Glejte. Kar se vam zdi, to je vaš problem. Ja, no, Ta primer pa preiskujemo mi, zato nam vaši komentarji niso potrebni. Jasno? Jasno. Jasno. Izvolite. Hvala. Ne, kar vi izvolite. Hvala. Izvolite. Oči se je v trenutku počutil kot polita kura in je nekako tako tudi zgledal. Še svojega mnenja mu niso pustili povedati. Višek. In? Kje je bil denar? Ja, v omari med perilom. Klasika. In kje so bili ključi od avtomobila? Kakšnega avtomobila? A so bili z avtomobilom? Vašega vozila. A ja, oprostite. Veste, te sem pa v avto pozabil. Glede, takole vam bom povedal, gospod Rjavec. Ja. Torej, imeli ste izredno srečo, da vam niso odpeljali tudi vašega vozila. Ja, se vem se. Klasika. Vlomilci ponavadi poberejo vse, kar jim pride pod roke. Ja. Klasika. Vlomilec je vstopil skozi okno. A ja? 90% vlomov je točno takih. Klasika. Čista klasika. Kaj pa zdaj? Nič. Pa zakaj jaz? Zakaj jaz, no? Gospod Rjavec, vi ste klasičen dopustnik. Ja, Marija, to ste lepo potolažili, fino, ja. Kaj pa zdaj? Nič. Kakor hitro bomo zvedeli kaj novega, vas pokličemo, prav? Ja, fajn. Srečno. Srečno. Do tistega trenutka je bil moj oči prepričan, da so klasika Beethoven, Mozart pa Schubert. Zdaj pa je zvedel, da obstaja klasika tudi pri vlomih. Klasika. No, kaj je bilo? Nič. Kako nič? A je prišla policija? Je prišla policija, ja, pa tudi kriminalist je bil tukaj. In kaj je rekel? Da smo lahko veseli, da nam niso še avtomobila odpeljali. Zakaj?
Zato, ker sem jaz butelj ključen od pozabil. O, Marija, se je res. Sej mene si tudi not pozabil. Ja. Še dobro, da si se zaklenil. Ja, pa da te je soseda slišala. O, Marija, sploh ne smem pomisliti, kaj bi se lahko zgodilo s tabo. Je rekel, da so vlomili čez okno. Klasika. Ni res. Prišli so skozi vrata in to s ključem. Kako pa to veš? Ženski šesti čut. Me nikoli ne prevara, veš? Tudi tebe ne bo. Oči, kaj pa če ta stric sploh ni bil kriminalist, ampak se je samo našemu? Ta nečeva sveta preproščina nas je popolnoma razoražila, tako da smo planili v sproščujoč smeh. Mičkan grenak, ampak vsem smeh. Se tebi ne zdi čuden, da nas direktor naselja tudi povohane? Če bi bila jaz direktor naselja. Bi vsi gostje zbežali. Pa daj no, bi bila 10 minut po vlomu na licu mesta vloma. Temu se počitno fučka za nas. Mašike. Pančki. Jutri zrihti, da nas sprejme. Da, draga. Johi. Daj no, zdaj pa kar spal. Mucek, a ne bi ti poklical na recepcijo pa jim predlagal tisto, kar sem ti predlagala? Kaj že? Sprejem pri direktorju, halo. A ja. Ja, bom. Johi, Ja. kdaj pa? Evo, zdaj je ta moment. Ta moment, evo, Pikica. No, lepo. Dobar dan, Erjavec pri telefonu. Bi se dalo govoriti z gospodom direktorjem, prosim? Aha. Kdaj pa pride? Gospodična ali pa gospa, karkoli že ste. Ne govorite mi o potrpljenju, ker že 2 dni trpim. Že 2 dni nas tudi povohate, ne, vi pa meni o potrpljenju. Lepo vas prosim. Vse, kar je prav. Hočem gospoda direktorja in to takoj. Tako. Koga boš bolj težko dobil, ne? Me bojo že poklicali, ne? Oči, dobro si jih poklopil. Poglejte to. Si pa upata? Maša, če bi bila ta dva, ne bi bila tukaj, ne? Prosim. Hvala lepa, se bo zgodilo. No? Gospod direktor nas bo blagovolil sprejet natanko ob 4:30 za 10 minut. Jo, ma kaj si nora, veš, koliko meni se od tega sonca zgleda prav malo meša, mi sploh ne bi smeli... Včeraj sem hotela iti, samo en moment, prosim. Sem hotela iti kupiti samo one kopalke, veš, ki sem ti rekla, ma veš, kaj sem pol še videla? Sem videla ene tako lepe Japonke, samo en hip, lepo prosim, no. In ene hlače, ma sem hotela vzeti še tebi, ma nisem vedela, če ti bo všeč barva. Sem ti pero vzela un rdeč lak, ki si me prosila zadnjič, veš? O, čakaj, daj, moram zdaj končati, ker imam gužvo, da te pokličem bolj pol, dobro? Ja, itak se čujemo, smo se zmeli še pol za ono kavo. Ajde, čao, lepo se mej. Dobar dan. Dobar dan, mi smo zdaj prišli. Ja? A ja, kaj ste naročeni zdaj? Čakajte, kaj ste? A, Rjavčevi, ja, hodite, gremo k direktorju, ki nas čaka. Je lep sonček, ne, vam je dobro, ma koliko vas je? Gremo, hitro, ki nas čaka. Kar lepo po hodniku, gremo tam do konca. Tako. Gospod direktor, evo, Rjavčevi so tukaj, so prišli. Ja, hvala lepa, Evelina, lahko greš. Jo, ljubi moj, dragi, naši gostje, jaz se opravičujem za vse, kar se je zgodilo. Ma usedite se, glejte, postrežite se limonado, kafe in to. Ni, veste, jaz bi rad, da bi se ta zadeva čim prej in na najboljši način rešila, razumete? In tudi zaradi tega bom za si piškotek
Ja, sem vam pripravil tle za vas nekaj promocijskega materijala, veste, našega, iz našega naselja, ja, tudi za vas, ja. Veste, sem slišal, da ste po noči povzročili majhen disciplinski prekršek. Lahko kompenziramo, veste. Ja, kako? Jaz bom strgal prijavo in javil policiji, ne? Vi pa molčite o vlomu. Ja, jaz ne bi rad, da bi ljudje govorili okoli, da v našem naselju ni varno, ne? Velja? Ja, velja, ne? Ma krasno, živeli. Janez, ta je vpleten tako, kot sem jaz tukaj. A si ti videl, kako nas je hotel pretentati s temi kvazi darili? Meni je pa malce všeč. Najbolj sumljivo je pa ta njegov kompenziranje. Ste videla, kakšno težo daje on temu kaljenju nočnega miru? Kaj pa če je ta teta Brunhilda njegova sodelavka? Brunhilda. No pa Brunhilda. Marija, si natančna, če pa ti tako natančna, pa slovenščini ne bi na popravca. Najprej vlomila, pa je pa naredila tisti nočni cirkus za mane. Če pa tu luke zmešam. Noč nisem tulu, samo na glas sem sanjal, kokodači. Ampak to se do njene hišče ni mogel slišati, če ne bi me tudi mami slišala. Poslušajte, Nejček ima prav. Brunhilda gre na seznam med osumljence. Samo tega še ne vem, s kom sodeluje. Ja, to je... Ja, ne, vse variante so odprte, Janez. Čer, Dobar večer. lahko kaj prinesem? Ja, pa bomo en liter vode, prosim. Plastenko ali navadno vodo s pipe? Bo navadna, kar v redu, prosim. Še kaj? Ja, pa 4 kozarce. Ja, Ja. za vodo, mislim, kozarce, ne? In to bi bilo vse. Ja, zaenkrat. Ja. Kaj pa za dvakrat? Prosim? Nič. Ja, Noben nam ne pomaga, kar pomeni, da si moramo pomagati sami. kako pa to misliš? Jutri zjutraj bom vzela stvari v svoje roke. Ti zdaj greš na 41. Oprostite, katera od vaju pospravlja hišico številka 52? Jaz, gospa. Je kaj narobe? A se lahko pogovoriva? Ja, seveda. Ja, lejte. Nam je v stranišču zmanjkalo papirja, ne? Mi smo namreč 4 in ker sta otroka doživela, kar sta pač doživela, sta non-stop na stranišču, tako da me zanima, če bi se dal dobiti kako rolco več. Ja, seveda, brez nadaljnega. Bom takoj prinesla. Čakajte. A samo vi skrbite za našo hišico? Ja, samo jaz. Ime mi je Anka. Stanujem pa za tistim hribom tam. Aha, lepo. Pa ste mogoče opazili kaj nenavadnega? Kdaj, kje? V hišici, ko ste pospravljali? Ne, nič. Kaj pa okoli hišice? Ne, tudi ne. Ne vem, mogoče samo to, da je vaš sosed noč in dan zaprt v tisti hišici, tako da mu ne smem pospravljati. Nek Italijan se mi zdi. Dobro, pusta zdaj Italijana. Mene zanima, če ste se mogoče vi dotikali kakih osebnih stvari v naši hišici? Gospa, pri vsem, kar mi je sveto na svete, prisežem, da nisem nič vzela, prisežem. Prisežem, da sem nedolžna. Me je še direktor poklical k sebi, me je vprašal, če sem kaj vzela, ma nisem prisežem. Vse, kar sem v življenju pregarala, sem s tema 2 svojima rokama. Direktor pa me zastrašuje, zato ker me ne mara. Več vam pa ne smem povedati, zato ker bom tako izgubila službo. Dobro, pomirite se, no, saj vam verjamem, saj nisem rekla, da ste vi. Pa ste pa mislila. Dajte, no, misliti se prav nič vedeti. Prineste nam, lepo prosim, tisti papir, pa bo. Ja, ti povem, no. In to mi je bilo še najbolj sumljiv, kaj je kala kadoš. Ja, veš kaj, najhujši kriminalci so ponovadi tudi najboljši igralci. Točno. Ja, no, vidiš. Ja, kaj pa? Finka, posluš. Medve bova počakali, dokonča službo, pole bova pa zasledovali. Do doma. Pa da vidimo, kje, pa predvsem, kako živi. To je dobro, ja. Nejko, midva bova pa pri telefonu dežurala, ha? Razborljiv, za vse rad. Nejko. Prosno, za pokakati. No. Šli. 32, zame zbrišači, prineseš. 31. Dobro. Ja. Aha. Pa pejmo. Čau,
Čau, Belanka. Svidenje, čau, Belo. Kuja. Gre. To prav. Tam podignu špago. Kaj greste, pupke? Na spreho, če ja. Pa na spreho se vode zvečer, kaj je hladno, a? Ne, se ne greva daleč, par metrov. Joj, je pa res vroče, gospod. Nasvidenje. Meni se sprehajaste. Jaz moram pa delati, a? Mami, pa ti misliš, da je to njena hiša? Ne vem, skoraj ne verjamem. Po mojem tu tukaj sam dela. Čaj, je vroče. Čau. Kuj je? Si plačal? A? Si plačal? Ma ja, tle imaš vse, ne? Tako, ko si ukazala. Pero je bila fila na pošti, znaš? Je bilo pa štano ljudi. Je zgledalo, kot da kaj prodavajo za stojn. Mami, če jaz kaj vem, sta ta dva le mož pa žena. Kje pa? To je pa samo njuna hiša, no? Posluši, in ti kusi kaj? Dobro. Večerja bo hmale. Ma, lepo. Ja, v kverti so pa položnice, ki jih je gospod plača. Z našim denarjem, ja. Nebodno smešna. Čau, daj kaj za pit, daj. Načko zan se. Ma hvala. Ma ti je, Hrista, ma za vse moram sam. To so čist pošteni ljudje, no? Sred mene lahko črtamo seznama, veš? Ma sej mogoče imaš prav. Pet greva, pet. Ja, zakaj smo se sploh matrali, po tej vročini umiram od že? Jaz tudi. Aj še delač? O ja. O ne. Prostite, gospod. A mogoče poznate ljudi v tisti hiši tamle? Tisti ta prvi tamle. Štroso, znate, jih poznam, tudi ne bi poznal Božičeve. Fajn ljudje, pridni, delovni in pošteni, ker je res je treba reči. Ja, malo takih le okoli. Gospa Ankica je gospodinja. Zdaj mislim, da dela v naselju, pridna ženska. Pa so mogoče kaj v sorodu z direktorjem naselja? Ne bi rekel, ne. Zdaj je direktor čisto ena nova oseba. Čakajte, pa zakaj če ste znati, ha? Kar tako, a veste, zanimivi ljudje se mi pa zdijo. Hvala, no. Ja, nasvidenje. Poglej, Bula, ženske firmac. Ja. Vse sem ti rekla, no. Ma ne vem. Pa zdaj tudi razmišljati ne moram več, ker imam tudi možgane posušene, ne samo ust. No, da slišim, ajde. Daj nama najprej zapiti. Sta ženja? Ja, ne, čak. Zelo. No kaj, no? Mah, nič. Čistilka pa vodovoda sta samo mož pa žena. Pa ne žrudga. Odpadeta na celi črti. Jaz nisem tako prepričana. Ne, pa če zdali bolj sumljiv ta ne sosed. Italijanska mafija. Organiziran kriminal. Zato sem pa tudi poslal SMS policiji, če ga lahko preverjam. Ja in? Ja, ne, čakam, da me pokličejo, ne? Mi sem čakamo, pa čakamo, zgodi se pa... Halo, prosim? Gospod Erjavec. Jaz sem, ja. Policija. Ti jih bom dal na speakerfone. Gospod Erjavec. Preverili smo vašega soseda. Gospod je ugledni tržaški trgovec, brez kakršnekoli napake. Direktor naselja nam je potrdil, da je reden gost, ki vedno vse plače. A več o tem vam ne morem povedati. Razumete? Halo, razumem, seveda razumem, ja. Hvala vam. Nasvidenje. Drek razumem. Nič ne razumem. In meni je to čezdalje bolj čudno. Madonna, ta tip je cele dneve zaprt v tej kolibi. Ne moti. Moj oči se je žrtvoval za svojo družino in je kot en kup nesreče hodil sem pa tja. Pa sedel še malo drugač, pa spet hodil, pa spet sedel, pa spet hodil, pa se naslanjal, pa se oblekel, ker je očitno zebel, pa spet sedel,
medtem ko smo šli mi na večerjo. Dokler Saluti. Pa te imam, tička moja. Kam pa greš ti zdaj, ja? Zapravljaš ti moj denar. Barabare. Buonasera, signore. Buonasera. Eccomi qui. Sono tutto vostro, eh? Prego, se comodi. Prego. Buonasera. Buonasera. Dober večer in prijazno dobrodošli. Hvala. Ste prvič pri nas, kaj ne? Pa se res prvič. Nič mudega. Nič mudega, vse se enkrat zgodi prvič. Ja, se. In kot našemu novemu posebnemu gostu vam pripada žeton v vrednosti 20 €. Izvolite. A to... Seveda ga lahko izkoristite takoj. A ja? Izvolite. Hvala lepa. Srečno in uživajte. Hvala. Signor Sergio, buonasera. Buonasera. Eccola. Šampanec za vas, ko vsak večer. Come sei gentile, giovanotto. Ecco. Grazie mille. Kaj pa takle dela? Pa to ni mafija, to je mafija na kvadrat. A domani. A domani. Benissimo, benissimo. Allora, cominciamo. Pa grejo moji evrčki. Ni bilo sreče, gospod. Ne, ni bilo, ne, ni bilo. Bi morda želeli zamenjati žeton v denar? A to lahko? Seveda, izvolite. Ja, hvala lepa. Hvala. Dobrodošli še kdaj. Ja, vse za nekaj dobro, ne? Hvala, dio. Nasvidenje. Pa je šlo 20 €. Johi! Očitno še spi. In meni pravite za spanc. Jaz sem sova uharica na pranoči. Da si naš kaj naredil, no. Če je pa res, sam poglej me še malo, pa bom poletel. Ti bo tako, če spi, no. Johi. Zajtrk sem ti prinesla. Fajn. A greš v vodo? Ne. Kaj? Pejte vi naprej, pa bom jaz Kaj? Ti ideš v more? ne, jaz pa zdaj res ne idem v more. No, sicer si mi ga pa že ti kar nekaj natrosil. Ak mlada dama ide v more, ja reprezentujem akrobacije. Special for you only. No, ti pa nisi sam akrobat, ti si pa tudi en tak poliglot. No, prosti, ja nisam idiot. Pa ne, idiot, poliglot. A co to je poligalot? Poliglot, multilingvista, veš. Ja se pardoniram, možeš ti to mnje povedati normalni? Kaj si rekel? To, co si žikala. Ne, jaz nisem nič žicala. Bi pa lahko vsaj kakšno kolo. Co, ti htješ kolu? Ne, se ni treba. No, ti ne viš, mi Česi sme galantni, strašni džentelmeni. Počkaj. Moram priznati, da mi je tale naš potencialni osumljenc postajal iz sekunde v sekundo vedno bolj všeč. Količka za najlepši madmazel slovinskoga Jadrana. Prosim. Hvala. A če gremo v morje, mi boš naredil tiste tvoje akrobacije? A greš v more? Ja. Normalni, ja udjelam special show only for you. Počkaj.
Da se grem z njim kopat, sem seveda pristala samo zato, da bi mi pokazal, kako je spreten, če je on lomilc. Brava, ti si pa huška Spider-Man. No, hvala. Možem ti nešto povedati? Izvoli. No, ja bih htjel... Jo, mamička, to je tak teški. Ja bih htjel biti your man, a ne Spider-Man. Ja, to bova pa še videla. Če me ujameš. Tistega lepega popoldneva sem se odločila, da klovna definitivno črtam s spiska osumljencev. Je veliko preveč dober, pa fletkan. No, mislim tako. Kaj pa se s tem to dogaja? Kaj pa je zdaj to? Ja, naslej. Zglasite se v recepciji nujno. Kaj pa še ključki, pa lepo se imejte. Hvala. Dober dan, kak smo, kaj? Ja, no, vam moram povedati, če bi bilo še malo lepše, bi bilo pa že kar kičast. A, gospa, to vi mene samo tako malo zezate, je tako? Tak je. Da se mi ne bomo zezali, tole smo dobili na vratih. Ja, to sem vam jaz osebno sporočila, ker so vas iskali. Kdo? Ja, to pa ne vem, mene ni bilo tu, jaz sem samo pismo dobila. Kakšno pismo? Zvolite. Hvala, čakaj, nekaj pismo. Kdo pa to piše zdaj? Upam, da ste še živi in zdravi, obiščite me, kaj saj še veste strunjant maži. Maži? Ja. No, ampak veste kaj, gospa, tole pismo bi pa lahko kar na vratih pustili. No, Madonna, letamo sem pa tja kar na paradi. Prostite, gospa, samo tega se pa res nisem spomnila. Vse je v redu, no, hvala lepa. Gremo, pejmo, prosim, pejmo. Vse je v redu. Janez, nič ni v redu. Poslušaj, jaz točno vem, kam postati somoli. Kam? Poslušaj, temu tvojemu mažiju je postal dolg čas v tistih acenti. A zdaj smo pa mi dobri, ne? Zdaj smo pa mi dobri. Pa se ni tako hudo, no. Še hujš. Pa kaj nas pa košta, če se sprehodimo malo do Strunjana? Pa meni se ne da. Meni se tudi ne da. Vidva pa brez ugovorov. Mirno, levo krug, pa gremo. Marija, pomagaj. Kaj je? A to zame tudi velja? Zato pa delno, samo delno. Marička se pa znajde. Tista drugi, gremo, veš? Oči, jaz bi sladoled. Ja, jaz tudi. Jaz bi pa 1 milijon evrov, če bi jih imel, seveda. Pa jih nimam, žal. No, če bi mami dala denar tja, kamor ga je treba dati, to bi bila druga pesem, veš? Čakaj, ali pa bi ga ti nesel v seft, kot vsi normalni ljudje. Sami nismo normalni. Ja, mi smo genialni. Ja, genialni revčki, ja. Pa sej ni tako hudo lepo, vas prosim. Lepo! Hej, Ljujo! Hej, kaj pa vi tukaj, Mi smo tako malo na sprehod smo šli, ja, veš. Ja, malo pogledati, kaj dogaja po večeri. Ampak to moramo pa zaliti. Mi dve bova šampančka, videl pa, ker bosta hodila priti. Ja, nujno. Ja, pridite. Neko, pridi. Tinči, pridi, da bi jaz lahko en sladoled. Ne, ga neček, 10. Midva pa na peršek ali pa 2, ali pa donese, veste. Mi boš povedal, kako se imate. Jaz častim. Pa v redu, pa pejmo. Vse, kar so nama ponudili, sva z Necem pometala vase v rekordnem času. Pol je pa nastopil gospod dolg čas. Oči, mi dve z Necem greva malo naokrog. Ja, jaz si videl, kam greste, čak malo, ej. Ja, malo greva po štantih pogledat. Si pa vok malo nazaj, no? Vi se pa lahko v miru pogovorite. Čak malo jaz bi. Z veseljem šel z mano, a ne, Nec? Jezika si mi vzela. No, ampak ne bodta predolg, ne pa ne id predaleč, kakšne pol urice, okej? Ja, seveda. No, pridna bo to delno. Kaj pa policija? Ja, kam pa greva? Ja, k mažju, a ne? Zakaj že? Če maži doma, boš ti dobil vsaj še eno porcijo sladoleda, jaz pa vsaj še eno kolo. To, sem kar vedel, da je neki tacga. Bravo, genialc. Aha, evo ga. No, zdaj pa Boga mol, da je maži doma. Sej mulam, odkar so ga začela iskat. Ljubi Bog, če me ima vsaj mal rad, naj bo sladoled doma. Ne,
Naj bo Maži doma oprostno. Premik. Nič. Pošteni moramo biti. Zdaj sem pa jaz. Pazi zdaj. Vrčer! Živijo, ste prišli? Kje ste pa oči pa mami? Ma neki na štanti gledata. Mi da so kukrena predhodnica, a ne Nejko? Ja. Krasen. Tega boste kaj popila, kakšen sladoled? Ja. Super. Sam ne premikati. Yes! Hvala ti, o gospod. Popravite, da sta v redu. Ja, fino, fajn, krasen je. Ne se vidi, da sta v redu. Sam vajnata stara sta pa mal preveč škrta. Lejte mene, lejte, kakšno hiško sem si sezidal. Ne pa vajnata stara dva, ko si za 4-člansko družino najameta eno majhno hiško z enim samim dnevnim prostorom pa eno majhno kopalečko. Lepo te prosim. Dopust je le dopust. Jaz sem si letos vzel 14 dni dopusta, ne pa en teden. Ja, še dobro, da imamo od prejšnje sobote lepo vreme, a ne? Jaz imam samo en majhen problem, ker moja partnerka noče z mano na morje, ker ne mara vročine. Jaz se že ne bom cmarila na tej vročini prav. Se imate najbrž klimo? Noter že, zunaj pa ne. Se bo verjetno prišla za mano, ampak po ženskah nikoli ne veš, kdaj jih kaj kam pič. A ne, Tinka? Ne bi vedela. Bo že zvedla, ko bo zrasla. Mene pa kar mal dolg čas samo. Pa družba je le družba, ne? Mi dva greva zdaj. Greva pogledat, kje sta se najna dva zadržala. Pa hvala za tolele. Res hvala. Tako dobrega že dolgo nisem jedel. Ni za kaj ne. Pa pripeljte lepo te stare dva, pa bomo kakšno rekli, ne? Kje sem že ostal? Jaz sem na vrsti. No, naša družina seveda ni obiskala gospoda Mažija. Midva pa tudi nisva črhnila oči pa mamici niti besedice, da sva bila pri njemu. Iz previdnosti, ker sva predvidevala, da bo Nejca po 365 porcijah sladoleda po noč zvil trebuh. Mene pa tudi. Po popitih količinah kole pa ni bilo hudega. Nejcu pa sploh ne, jaz sem bila mogoče malo zaprta, ampak to je bilo verjetno zaradi pomankanja uresničenih želja, ne pa zaradi kole. Živci, se razumete, a ne? Spoštovani moji dami, dragi gospodič mladi, jaz imam... Tole vam je padlo. Hvala lepa. Jaz imam tukaj 4 listke in zdaj bo vsak lepo na svoj listek napisal, koga sumi, da nam je vzel oziroma ukradel denar. Prosim lepo. Pol bomo pa mi to prebrali, pa bomo videli. Samo nehat si moramo lagati eden drugim. Janez, a ti misliš? Jaz nič ne mislim, jaz kar vem. Ti samo lepo napiš, pol bomo pa videli. Pišite, prosim, ne popuste to, pišite. Da. Hvala ti. Voli? No, pa poglejmo. Ej, Janez, da te ni sram. Ja, no, ali pa tebe, oprost, no. Videla sem te najmanj 2-krat, kako si na skrivaj pil pivo. Jaz sem te tudi videl, tudi 2-krat. Nejc! Kaj je? Pa moški morate skrb držati. A ja, v resnici sem te samo enkrat videl. Napaka! Pivo sem kupil z denarjem, ker sem ga dobil v kazinoju. 10 evrov mi je pa še ostalo, evo jih. Ja, s čim pa mislite, da bom plačal tole? Jezus Marija, kak sem letela. Pa vsod sem vas iskala, veste. Ja, kaj pa je? Obisk imate, pri hišci. Aj, policija? Ma kaki, oni bi me poklicali na mobilca. Ja, kdo pa je pol? En gospod s takim velikim, s takim velikim. Se vse, družina, pejmo. Avtom! Ko bi Primorci vedeli, kak fino vino imamo Štajerci. Samo še ko nemo konju se ne gleda v zobe, ne? Ja, servus, lega. Pa pa ti tukaj. Dolg čas mi je bilo. Pa sem si rekel, če ne pride gora k Mohamedu, gre pa Mohamed k gori.
Dajno. Ampak, oprostite, jaz pa tega čisto nič ne razumem. No, saj pa še meni. Čakal sem vas, pa čakal vas pa od nikoder. Te malo, da ste sicer prišla, ampak ste tudi šla. Vas pa ni bilo. Ja, zdaj se pa blatam, ker ni muh. A bova? Dejva. Kaj pa imate tu za eno igrico? Ja, to je samo... Torej, jaz vama bom take... Oči, ne se razburjati, no lepo te prosim. Saj si ti vedno učil, da mora vse po pravic povedati. Bravo, kolegica. In zdaj naj jo lepo posluš. Oziroma naj vsi lepo poslušate. Janez, pa ne povesta, no. Mami, bom jaz začela. No, gospod Maži. Tle piše gospod Maži samo zato, ker sva z Nejcem prepričana, da ste nam vi ukradli denar. A ti malo pretegnjena, ali kaj je? Janez, pusti jo. Ne, lepo vas prosim, oprostite. Pa se otrok ne ve, kaj Mami, govori. dobro vem, kaj govorim. Se meni se tudi zdi. Kako? Poslušajmo do konca. Kar izvoli. No, zadeva je simpel kot pasel, kakor bi rekel naš oči. Mami, ti si nam pa tudi že večkrat rekli, da se ljudje ne znamo pogovarjati med sabo. Res je, Tinka. Ne me prekinjati, lepo te prosim. Oprosti, sem že tih. No, da se ne znamo pogovarjati, sploh pa ne poslušati. Ampak to velja samo za vas odrasle. Mi otroci smo vas pa prisiljeni poslušati, če hočemo ali pa ne. In tako sem jaz slišala, kako sta se vidva pogovarjala, preden smo šli na morje, kako je gospod Maži rekel. Garam noč in dan, v Strunjanu nisem bil že 100 let, ti me pa tle izsiljuješ. Bržuj, ali nek tacga, no. Vse sem res nekaj podobnega rekel. No in to vi je dal misliti, da bi šli vi tudi radi na morje, ne? Pa nimate časa ali pa denarja. No, Tinka, no. Mami, sem te lepo prosila, da me ne prekini, ker to ni vljudno. Torej, ko sva bila z Nejcem pri gospodu Mažiju, a ne, to vama nisva hodila povedati samo zato, ker sva se bala, da ne bosta krigala, če bi naj slučajno po noč trebuh bolel. No. Čak. To me nekje v glavo. Kaj pa ima vajen obisk pri Mažiju z vajenima trebuhoma? Oči, sej ne, da bi pretiraval, ampak ogromen. Če bi ti pojedel toliko sladoleda, kot sem ga jaz bi, ja, kaj bi ti sigurno zmrznal. Ja, kar veliko ga je bilo. Ja, no, sej zato tudi upam, da nama ne zamerta. Ampak, ko sva bila z Nejcem pri gospodu Mažiju, nama je lepo povedal. Popravite me, če se bom kaj zmotila. Poglejte, kakšno hiško sem si jaz sezidal, ne pa vaša dva, ki za 4-člansko družino najameta eno hiško z enim samim dnevnim prostorom pa eno mečkeno kopalnico. To, da imamo mi samo eno mečkeno kopalnico, je lahko videl samo tisti, ki je bil v naši hiški. Mažič, čak... Ampak to še ni vse. Kaj? To še ni vse, sem rekel, me ti ne poslušaš. Poslušam, Nejko, sam jaz nič več ne vem. O, zato pa jaz sem veliko več. Gospod Maži nama je rekel tudi, da ima vsega poln kufer in da se bo končno privoščil en pošten dopust. 14 dni, pol je prišlo pa ta glaven. Ja, in to je? Mami, ne me prekinjati, je že ta mala genialka lepo povedala. Pol je pa rekel takole, še dobro, da imamo od prejšnje sobote lepo vreme. Ja, in? Kaj in? Ja, pa se imam... Kaj pa, če imamo od sobote lepo vreme? Se ga imamo res, ne? Se ni razlagal. Se res ni, ampak to pomeni, da je tudi on na morju od prejšnje sobote, tako kot mi, ker na celini je bil pa medtem pa slab vreme. Pa daš, pri nas pa niti kaple ne, a je tako? Bravo, Nejko. Pa še nekaj je pomemben. Omenili ste nam tudi, da vaša gospa partnerka zelo nerada hodi na morje in da ste sami. Res je. No in najbrž vam je zaradi tega, ker ste bili sami zelo ratali dolgčas in ste tudi pustili tisto pismo na recepciji za nas, a je tako? Bolj res ne bi mogel biti. No, sem čakta, ljubčka moja, no tudi če je vse to res, pa ne morata nedolžnega človeka obdožiti, da nam je ukradel denar, no. Ja, pa ga lahko. Tinka, to ne moreš... Ne me prekinjati, prosim. Verjetno ste se ne more odpeljati takoj za nami, a je tako? Res je. Vedeli ste, da smo v naturi, pa naše hiške tudi ni bilo zelo težko najti, ker je bil pred njo avto parkiran, je tako? Tako je. Ja, kako pa not prišel? Ne, mi smo pa rekli, da ne. Tudi odprto okno, a ne? Bravo, genialka. Hvala, genialc. Maži, če je to res, jaz te bom ta moment, te bom prijavil, razumeš? Pa daj ne pretiravaj, no. A jaz pretiravam. Jaz, mati mila, kad cel teden nisem imel za špricen. Mama Rička, ti pa tudi sam nase misliš, no. Ja, pa na te tudi, no se bi te tudi pasal, ne bi. A lahko razložim? Ti mi je razložil, je to res, kar sta ta mala dva odpredavala? Delno. Delno? Ti mi jaz dal delno, Madonna tem samo delno in znakazal. Pa dej, no, a lahko razložim, lepo te prosim. Janez, koga pa se nisem micka porka duš. Poslušaj, lej, jaz ti dam 1 minuto pa 23 sekund. Pol bom pa poklical policijo. No, hvala ti. Stvar je pravzaprav zelo preprosta. Bi rekla, ja. Gospa. Ne me prekinjati, lepo vas prosim. Hvala, kolega. Ni za kaj, kolega. Ti mi je dal tebi tudi kolega, še videl. Torej, ko si me dobesedno prisilil, da sem ti vrnil denar,
so mi vsi načrti padali v vodo. Ti dobro ne še ti padel. Odločil sem se, da grem jaz tudi na morje. Kar bo, pa bo. In sem se odpeljal kakšne pol ure za vami. Sem mislil, da vas bom še dohitil, pa vas nisem. Potem sem si pa rekel, da vas bom kak dan pustil, da se odpočijete. Ampak ni šlo, ker sem že prvi dan doživel zelo neprijeten obisk. Ne me gledati, kaj gledaj. Ne se pačati, ne. Evo, takole pridem. Ti, zdaj me pa dobro poslušaj. V 2 urah, če ne plačeš v 2 urah 3000 evrov, kot si jih dolžen. A veš, komu si jih dolžen? A veš, komu? Veš, no, ne se pačati, ne. Tako mirno, zdaj se sončva se. Ti, torej, če v 2 urah ne plačeš, je s tabo konc. Razumeš? Si dim. Te ni več. Drek od reka, jasno? Jasno. No, tako. 2 uri, jasno. Pa 3000 evrov. Če ne, eto mene opet. Tiho? 3000 krat jasno. Ja, tako. No, pa da te ne bi slučajno prijel, da bi klical policijo. Pa sežem, da ne bom. No, tako. Zdaj pa mirno. Zdaj se pa sončva, glej. Ne me gledat, tako. No, zdaj bom jaz šel, ti pa uživaj. Pa da ne bi slučajno za mano gledal. No. Ne me gledat. To je bilo pa blizu. In potem enostavno nisem imel druge izbire. Kako to misliš? Ja, tako lepo. Tip mi je grozil, da me bo ustrelil. In jaz v 2 urah nisem imel kje dobiti tog denarja. Razen pri vas. In ste nas lepo Marija k sebi, ne? Pravzaprav sem si denar samo sposodil. A dejno. Ja, ker sem že takrat vedel, da bom danes dobil eno večjo vsoto denarja iz Hrvaške. In sem je tu dobil. Kako ste pa not prišli? Oprostite, gospa, mogoče celo malo z vašo pomočjo. Z mojo? Kako? Ko sem prišel do vaše hišice, je bilo vse odprt. Not pa benga. Pred vrati pa vse lepo zložen za na plažo. Dobar dan. Mašika. Samo tisto preklemano metlo sem šla zamenjati. Ampak sem bila takoj nazaj. Presežem. A si pustila vse odprt? Sem. No in potem se je pa začel splet skoraj neverjetnih okoliščin. Namreč, čim sem vstopil v vašo hiško, me je strahovit prijel na veliko potrebo. Verjetno so živci naredili svoje. Dobesedno po letu sem do stranišča in pošteno opravo, kar sem imel za opraviti. In medtem me je nekdo zaklenil v hiško. Ja, jaz ja. O, Marija, pomagi. Kar sem pa jaz opazil šele potem, ko sem zapustil straniščne prostore. Jaz sem tukaj noter! In ko sem videl, da je kar je, sem se pa malo razgledal po hiški. Pa sem pogledal tudi po omarah in med perilom našel denar. Vse naprej je bilo pa z lahkoto. Vsaj za en špricer bi mi pustil. Sej bi ti, pa nisem imel. Kaj nisem imel? 3000 evrov sem imel. Pravzaprav 2800, ker 200 sem pa akontacijo plačal, ne? Sej približno toliko sem pa tudi jaz rabil. Pa še svojega sem mogel dodati. In kje je zdaj denar? Točen tam, kjer je bil. Med perilom. Jaz sem pa trkal, pa mben ni odprl. 3100, 3200, 3400, 3400. Ja, zakaj pa toliko? Ja, še obresti so zraven. Ko
Kot vidite, dajem 600-krat boljše obresti kot vsaka banka, je res? Ja, res je, ja. Čakajte, kako ste pa zdaj not prišel? Ja, mi je receptorka odprla z rezervnim ključem. Dragi moj prijatelj, tukaj je pa še 1000 evrov, ker sem ti dolžen, evo. No, zdaj so si kvit. Ja, nismo zdaj. Halo, je kdo? Njemu boš odprl. Daj, izvolite. Zamerite, kaj lahko za moment zmoten. Sej so tle prva ulomle, je tako? Pa kaj se smejeste? Malo kaj za se smeješ, znate? Oprostite, gospod, ne smemo se vam. No, saj, če bi vam povedala po resnici, mi tako ne bi verjel. Jaz vam verujem, vse, kar rečete, gospa, pero s temi vlomilcmi je dura, znaste. Kaj? Ma je težko, težko, stopeste. Eko, za tukaj vlomilci delajo poleti, ja? Vržejo dol vrata, zrumpajo v okna in pole mene tako popravljati za njimi, ja? Delati, ja. Ma samo one. Welcome! Bienveni! Willkommen! Benvenuti! Witam was! Magaj, ti plešeš, kaj? Samo ta počasne. Ma ja, jaz tudi. Spoštovane dame, cenjeni gospodje! In še predzadnja nagrada. Ekskluzivna večerja v naši ekskluzivni restauraciji za 2 osebi ob 2 svečah. Evelina, prosim! Dobi številka 1, 3, 8. Neček, kje imaš ti tisti kupon, ki ti ga je dala receptorka? Moment. No, daj, poglej. Sorči, nimamo mi te sreče. No ja, na škodba. No, vsega pa tudi ne moremo doseči. Važanje, da se imamo fajn. In še najlepši trenutek vsakokratnega žrebanja. Glavna nagrada! Brezplačno bivanje v našem prekrasnem naselju Natura za pretekli teden dobi kupon številka... Dobi številka... Številka 2, 6, 1, 2, 1, 9, 5, 9! Zmaga, oči zmaga, mami zmaga. Čak, daj pokaž. Ne, staj tvoj. Ker 5 po nagrado, 5. Vsako leto si ga
čakamo. Čas počitnic, ko na soncu se martinčkamo. Kaj nas briga za vse živo, ni pomemben dan. Važno je, da nekaj dni si pravimo skica. A vi nič ne plešete? Jaz sem cepljen proti plesu. Zato imam pa jaz proti cepivu. Radost naj ustavi čas, skupaj pojmo na razglas. Dobri večer. Bi ti htjela tancovat s Spidermanom? Ne, hvala. Pa proč, zakaj ne? Zato, ker bi jaz tancovala z Majmenom. Pa ti, Klaudijovski, zaljubljen? Orposen, od tega to. Dej naložiš, dej. Čo, sem slišal, da so nas imeli za osumljene. Ma daj, ti zmeraj slišiš tisto, kar ni treba. Ma ja, ma tebe slišim zmeraj prav, dej. Pij manj. Ma dobro. Plešem? Grazie, grazie. Vsaka morska neprevidnost te lahko košta. Krajo živci in denar, a ti jo muzika. Vendar pa se dobro je, kar dobro se konča. Pisem ta darilo naj bo za zaljubljenca. Morska avantura. Težko verjeti, ne? Pa je vse točno tako, kot sem vam povedala. Do pikice. In vse skupaj sem napisala v bistvu samo zato, da bi popravila popravca prslovki. Jaz, Tina Rjavec. In sem tudi ga. Z lahkoto. Se razume. Mislim, pokažite mi sam enega perfoksa, ki ne bi dal čiste petke take genialki. No, a je res. Vsako leto vsi ga prav nestrpno čakamo. Čas počitnic, ko na soncu se vrtinčkamo.